Mal se mi že mudi, danes moram iti k psihoterapevtki, v glavnem hodim na terapije in pogovarjam se z njo o marsičem. Če ima kdorkoli kakršnekoli mentalne probleme, je ful priporočam te stvari. Ampak ja, bom kasneje govorila malo o tem, zaradi tega, ker moram zdaj šibati, ker grem na terapijo za ta teden. Mislim, da vsi youtuberi rabimo terapijo, tako da, ja. Evo me, živjo. V glavnem, danes nisem nekaj ful vlogala mojega dneva, zaradi tega, ker ne mi kam zlest. Zaradi tega, ker se v bistvu ni nič kaj drugega dogajalo, ko pa da sem šla na psihoterapijo in z mamo smo šle jest. Kje si? Šla sem še na A1 se nekaj zmeniti, ker smo imeli spet neko štalo, v glavnem. In ja, šla smo jest v Kitajsko, nič kaj posebnega, ampak jaz sem se zdaj odločila, da bom odgovarjala na komentarje, ko so bili na prejšnjem videu. Dej nekaj dol lest, no! Vidiš, pučko. V glavnem, rada bi odgovorila na komentarje, zaradi tega, ker bi rada to naredila na koncu vsakega videa, ampak zdaj bom mogla narediti za 3 videe nazaj, ker pač prej nisem. V glavnem, grem jaz zdaj kar na moj kanal, ti boš pa zraven mene, moj bučko. Ok, zdaj komentarjev je kar nekaj. Ogromno sem dobila tudi komentarjev, da imate tudi vi puščavske skakače in vprašanje glede njih, ampak danes žal ne bom delala više video o njih. Da bi naredila, ko bom dobila novo kletko, zaradi tega, to je žgečka. Ker imam še staro kletko še vedno in dej no, prosim te. In nimam še nove, ampak jo morate res čim prej dobiti, zaradi tega, ker res nočem, da ste depresivna. Rabite res večje okolje za laufati in za kopati, ne vem kaj vse. Prvo vprašanje, zakaj imaš LGBT zastavo na telefonu? Tole ni LGBT zastava, pač pa je to Appleova mavrica, ki jo je Apple imel v prvih logotih, na temle logote natančneje. Ni to samo LGBT zastava, je pa definitivno povezano tudi s tem, zaradi tega, ker jaz sem, če še ne veste, bisexual. Prosim, ne dol zdaj. Tukaj si. V glavnem, všeč so mi tudi punce, ne samo fantje, tako da mar zdaj od tega spet ne ve. Komentar je bil na en starejši video, oziroma že ta je bil na Wish. Miško, hvala. Na video glede mojega razhoda z bivšim in je bil komentar, ja, ne boš ga več snemala, pa ravno to delaš zdaj s tem, iz Bird. Razlika je v tem, da... Kaj gledaš? Muco. Da tudi tokrat ne izpostavljam, da je to razmerje, ne izpostavljam intimnih trenutkov. Mislim, vse načeloma sploh ni, da bi bila midva ful neki uradno par in ne vem kaj vse, sam ogromno se družima zadnje čase. Če se bo kaj razvilo iz tega, bomo videli, če se ne bo, pač ne... Ok, zdaj je tukaj gor. Če se ne bo take panike zaradi tega, ker pač na YouTubeu ni nič. V glavnem, nekaj sem hotela to razložiti zaradi tega, ker je malo razlika, no. Kje si kupila Red Bull? Poslali so mi ga. Lahko pokažeš, kako skrbiš za lase in telo. Jaz sem ogromno enih izdelkov iz Lusha, hodim k frizerju. A boš preveril, kako imam jaz frizuro? Ja. Frizerski salon Vihar hodim, sicer bi mogla bolj redno, kakor pa hodim, ampak tam je naredil Olaplex nego, zaradi česar so zdaj moje lasi veliko bolj zdravi, kot pa so bili. Kdaj bo spet Minecraft? Minecraft je tukaj? Ne. Minecraft pride po novem letu, ko bo konc vlogmasa. Wow, make-up res dela čudeže. #shocked. I know, right? Neverjetno, stari. Jaz brez make-upa horrible. Rekla si, da ne piješ. Tam je bil zanimiv. Ne mi gor lest. Tam je bil zanimiv komentar. Ne pijem redno, ne hodim ven in ne pijem veliko alkoholnih pijač. Vse, kar pijem, je 2 koktejla v enem določenem baru, zaradi tega, ker pač, če slučajno grem kadarkoli tja, pa če slučajno ne vozim, pijem tisti koktejl, drugače ga pa ne. Pa pijem za moj rojsten dan, pa pijem za novo leto, pa to je to, basically. Pa mogoče kdaj kak pir na kakmu, ne vem,
Pa še to ne morem celega pira spit. I'm weak as fuck. Sorry, sam, koliko si grda brez make-upa. Ja, imam špego doma, I know. Ne vem, zakaj mislite, da bojo taki komentarji prizadeli ali whatever, zaradi tega, ker bitch, this be my face. I was born this way. Razen tega, da imam v originalu rjave obrvi, drugače pa ja, pač taka sem. Accept yourself, please. Ne, Miško, ne dol. Pidi sem. Pidi. Hej, jaz ne morem 5.12. v kino, mi lahko poveš, če se bo kdaj ta film še predvajal. Film Grem bo v vseh kinih normalno kot vsi ostali filmi. Tako da, če si ga hočete pogledati po 5.12. si ga kako not lahko greste pogledati v vseh kinih po Sloveniji. Ne vem kak, ampak vključi Freddija Mercuryja v video, evo. To je Freddie Mercury. Ampak zaradi tega, ker sem zdaj vključila Freddija Mercuryja, moram še Rogerja Taylorja. Se pravi, evo, music. Also, nad kletko, a ne, to je kletka, imam poster od Queenov, tako da to je tudi, I guess, pač Freddie, Roger, Brian, Dicky. Načeloma so to vsi komentarji za tokrat. Miško? No, okej, no tu kapuco je zlezel, that's adorable. Lega. Oh, that was so cute. You should do that more often, thanks. To so bili vsi komentarji za ta teden. Hotela sem reči sem še glede psihoterapije in glede tega. Ful se mi zdi pomembno, da se vsi zavedamo svojega mentalnega zdravja in vseh naših problemov. Jaz si ful dolgo nisem upala iti na psihoterapijo, zaradi tega, ker sem bila enkrat pri psihologinji dolgo časa nazaj, mislim, v prvem letniku. Manjkalo mi je baterije, tako da se zdaj snimam naprej na fonu. V glavnem, dosti slaba izkušnja je bila, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da nisem mi zdela, da lahko nekomu tako hitro zaupam. In zdaj se mi zdi zelo boljš, zaradi tega, ker je tudi bolj pravi trenutek, pogovarjam se o različnih družinskih zadevah, o tem ne bom razglabljala, zaradi tega, ker pač to so res. Ampak se mi zdi pomembno, da poznamo sami sebe in da se poskušamo pač vedno izboljševati. In definitivno je bila točka v mojem življenju, ko je šlo vse predaleč in sem imela par slabih trenutkov in bi rada zdaj ugotovila, zakaj sem taka, ko sem, zakaj imam, ne vem, probleme z različnimi stvarmi v življenju. Jaz imam ful probleme z anksioznostjo, probleme imam z temperamentom načeloma tudi. Oziroma ne toliko s temperamentom, ampak s paniko. Mislim, jaz sem zelo paničen človek. Ja, pač rada bi zdaj nekako se več naučila vse po svoji družini, ampak bi rada tudi rekla, da psihoterapija je definitivno za tiste, ko si lahko to privoščijo. Psihoterapija ni poceni, a ne? Ampak na tej točki, ko sem v življenju, se mi zdi, da si jo lahko privoščim, zaradi tega, ker si pač ne privoščim dosti drugih stvari, definitivno je pa vedno pomembno vlagati v svoje mentalno zdravje. Oziroma načeloma tudi v svoje zdravje nasploh, ampak mentalno zdravje je zelo, zelo pomembno. Načeloma mi dosti pomagajo tudi zdaj tele mišeki. Pomaga mi tudi moj mood, sem že od nekdaj. In se mi zdi, da zdaj nekad vsaj približen se počutim collected, kako naj rečem. Da imam življenje v svojih rokah, da ne rabim kontrolirati stvari, ki jih ne morem kontrolirati in da znam kontrolirati stvari, ki jih lahko kontroliram. A bi priporočala vam psihoterapijo, če imate slučajno kakšne probleme? Definitivno dobim ogromno sporočil, Miš je zadnji v kapuci, da vas ne bo skrbelo. Če imate kakšne probleme, si definitivno poiščite pomoč, zaradi tega, ker to ni nič takega. Odprto bom govorila o tem, da sem si poiskala pomoč in ne bom razlagala zakaj, zaradi tega, ker ti problemi res niso za v javnost. Vse veste, da zelo rada pomagam vsem, ampak ene stvari pa res mislim, da morajo ostati samo za mene. Ta miš mi bo zadnji pregrizla kapuco, tako da prosim, Sherlock, če greš ven. Glej ga. Oh, kako cute. It's so adorable. Glavne, a moram še kaj povedati? Tale vlog je dost creepy, zaradi tega, ker se res nič ni dogajalo danes. Ampak jutri imamo premiero v Ljubljani. Oh my god, to je bilo tako cute. Jutri imamo premiero v Ljubljani in danes sem mogla še narediti nagradno igro. Jutri moram še po obleko iti.
Frizuro si še moram narediti, v glavnem jutr bo crazy. In v četrtek imamo premiero še v Mariboru, tako da bomo še tam naredili eno nagradno igro, da boste dva še prišla še tja. V glavnem, noro. Ok, zdaj pa mislim, da sem že dosti govorila, v glavnem za na konec bi rada sem povedala še, hvala, da ste gledali moj vlog. Spodaj pustite kako vprašanje, komentar, karkoli, da lahko jaz v naslednjem videu odgovorim. Ja, that is it for today. Sherlock, prid se poslovit. Sherlock, poslovit se prid. V glavnem, fajn se imejte, veliko se smejte in se vidimo jutri. Adijo. Čau.